Vsem prav lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je Marjeta Bizjak in vam bom predstavila sektorske intervencije. To so intervencije, ki so v bistvu bile zdaj imele svoje samostojne programe, so intervencije oziroma ukrepi prvega stebra, zdaj po novem, odkar bomo izvajali skupni strateški načrt, pa se tudi te intervencije vključujejo v strateški načrt. Zdaj bom začela najprej z sektorskimi intervencijami za čebele. Kdo pravzaprav so upravičenci za te intervencije oziroma podintervencije? Upravičenci so čebelarji, čebelarska društva, potem različne inštitucije, ki se bodo v okviru teh javnih razpisov oziroma javnih naročil prijavljali na te ukrepe. Upravičeni so pa tudi vzdrževalci teh učnih čebelnjakov. Kaj je namen pravzaprav teh sektorskih intervencij v okviru čebelarstva? Je ohranjanje kranjske sivke, potem izboljšanje konkurenčnosti, zagotoviti boljšo zdravstveno stanje čebel, potem je izboljšanje ekonomičnosti in konkurenčnosti pridelave, zagotavljanje biodiverzitete in pa ohranjanje kulturne krajine in pa samega turizma. Zdaj stopnje sofinanciranja v okviru teh čebelarskih ukrepov, za katere bomo na letni ravni namenjali 1,3 milijone evrov, od katerih je 50% sredstev namenjeno z EU, 50% sredstev pa je v bistvu nacionalnih sredstev. Stopnje sofinanciranja so od 60% pa do 100%. Katere intervencije bomo izvajali? Se pravi, 6 intervencij, vse te ukrepe oziroma smo razdelili v 6 skupin. Znotraj teh skupin pa je 21 podintervencij. Velik delež teh intervencij oziroma ukrepov smo že izvali v zdajšnjem tem programskem obdobju 2000 do 2022, saj smo tudi že v letu 2021 in pa tudi v letu 2022 dodajali določene ukrepe. Kateri so ti ukrepi? In sicer je prenos znanja v čebelarstvo, v bistvu te zadeve smo izvali že tudi do zdaj. Potem je podpora čebelarjem in čebelarskim društvom, vzreja čebeljih matic, potem je raziskovalno delo na področju čebelarstva. Tukaj je v bistvu drugi sklop večjih intervencij, ker je namenjeno tudi takoj za čebelarsko opremo največ denarja. Potem je promocija in raziskava trga sektorja čebelarstva in pa nov ukrep, tega do zdaj še nismo izvajali, s katerim bomo zagotavljali kakovost in varnost čebeljih matic, to je sofinanciranje in nakupa oziroma izdelave satnic s certifikatom oziroma z analiznim izvidom. No, od tega ukrepa v bistvu veliko pričakujemo, zato je tudi finančno kar precej sredstev zagotovljeno tudi za ta namen. Potem naslednji sektor je sektorska intervencija za sektor sadja in zelenjave. To je intervencija oziroma to so ukrepi, ki praktično jih do zdaj v Sloveniji še nismo izvali. V tem delu sicer govorimo zelo veliko, vendarle še vedno nismo prišli do organizacije proizvajalcev v teh dveh sektorjih, ki bi izpolnjevali pogojev za financiranje oziroma sofinanciranje v okviru tega prvega stebra. Kdo so upravičenci za te sektorske intervencije? To so organizacije proizvajalcev. Sicer eno oziroma nekaj teh organizacij proizvajalcev do zdaj že imamo potrjene, ki so v tem programskem obdobju bile podprte v okviru drugega stebra, se pravi v okviru ukrepa M9.1. Upamo oziroma načrtujemo pa, da bomo v tem novem programskem obdobju od leta 2023 do 2027 pa prišli do
do take oblike organizacije proizvajalcev, ki bo lahko podprta tudi v okviru tega prvega stebra. Kaj je namen teh podintervencij? Da bi izboljšali konkurenčnost pridelovalcev sadja in zelenjave, povečanje seveda obsega proizvodnje, glede na to, da govorimo, da imamo v Sloveniji premalo zelenjave in seveda premalo sadja, potem izboljšanje kakovosti pridelkov ter zmanjšanje stroškov pridelave. V okviru teh sektorskih podintervencij smo v strateškem načrtu izbranih oziroma določenih 13 podintervencij. Kaj je pa pravzaprav te podintervencije, ne bom podrobno naštevala, ker verjamem, da bomo z vsemi, ki so potencialno upravičeni oziroma ki bodo želeli vzpostaviti te organizacije proizvajalcev v taki obliki, da bodo lahko podprti tudi v prvem stebru, individualno delali. Kaj je osnovni namen teh sektorskih intervencij, pa je, da mora vsaka organizacija proizvajalcev pripraviti svoj operativni program, v katerem bo določila svoje intervencije. In seveda, poleg operativnega programa, ki mora biti potrjen, mora pa imeti tudi operativni sklad. Sofinanciranje strani Evropske komisije je 4,1% od vrednosti tržne pridelave. Ostali delež mora zagotoviti sama organizacija proizvajalcev, glede na to, če je pa v državi članici slaba organiziranost, kar predvidevam, da je mogoče v določeni meri tudi v Sloveniji, pa lahko država zagotovi še dodatnih teh 80% od tega, kar že zagotovi, kar mora zagotoviti v okviru operativnega sklada. Kako bo ta operativni program pravzaprav sestavljen oziroma katere vrste ukrepov je potrebno določiti? Se pravi, najmanj 15% teh sredstev, ki bodo, morajo biti v okviru oziroma morajo zagotoviti z ukrepi, s katerimi se zagotavljajo okoljski cilji. 2% sredstev je namenjeno za raziskave in pa za razvoj. Glede na to, da tudi tukaj govorimo, da nam znanja vedno primanjkuje. Potem pa še zadnja sektorska intervencija, to je sektorska intervencija za vino, v okviru katere bo v tem obdobju namenjeno 19 milijonov evrov, na letni osnovi 4,8 milijonov evrov, se pravi nekoliko manj kot v tem programskem obdobju. A lahko ugasnete ta mikrofon? Ja, hvala. Kdo so upravičenci? Upravičenci so vinogradniki, vinarji in pa združenje najmanj 2 pridelovalcev oziroma strokovne vinogradniške vinarske organizacije ali osebe javnega prava. Namen teh intervencij je povečati konkurenčnost vinogradnikov in vinarjev, izboljšati kakovosti pridelka. A lahko ugasnete? In pa izboljšati oziroma prispevati k povečanju prepoznavnosti in ugledu slovenskih vin. Zdaj, tukaj je spet ena posebnost, kar se tiče teh sektorskih intervencij. Glede na to, da je bil ta program odobren za leto 2019 do leto 2023, bomo vse intervencije tudi v letu 2023 izvajali na enak način, kot so v tem programu, sicer so pa tudi v novem strateškem načrtu, to, kar se bo izvajalo od leta 2024 dalje, bili izbrani enaki ukrepi, kot jih izvajamo že do zdaj, in sicer je to prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov, promocija vina v tretjih državah in pa ukrep informiranja o vinih Unije v državah članicah. Tukaj so navedeni ukrep, upravičenci, pogoji in pa seveda stopnja sofinanciranja.
tako da tega podrobno ne bom razlagala, ker je vse napisano. Hvala.